Janez obožuje piščance, zato bi mu jih rad prodal tudi John iz ZDA. To za zdaj ni mogoče, saj John pri vzreji piščancev na primer uporablja klorove pripravke, amonijak, antibiotike in rastne hormone. To pa je v Evropski uniji strogo prepovedano. V Evropi pri reji piščancev in gojenju kmetijskih pridelkov namreč veljajo strožja pravila kot v ZDA. Poleg tega je pri uvozu dobrin iz ZDA treba plačati carino in izpolniti veliko obrazcev. Da bi postopki tekli hitreje in bili cenejši, se ZDA in Evropska unija dogovarjajo, da bi sklenili poseben trgovinski sporazum, ki ga imenujejo TTIP. Zato pa bi morali imeti tako v ZDA kot v Uniji enaka pravila o vzreji živali in gojenju poljskih pridelkov. Na ta način naj bi obe strani imeli milijardne zaslužke. A organizacija Greenpeace je ta teden objavila dokumente, ki potrjujejo strah nekaterih, da bi lahko sprejetje sporazuma pomenilo poslabšanje razmer na področju zagotavljanja varne oziroma zdrave hrane ter škodilo okolju v Evropi. To bi se namreč zgodilo, če bi Evropska unija sprejela ameriška merila glede varnosti, ki so ohlapnejša. To bi na primer lahko pomenilo, da bi se na Janezovem krožniku znašel piščanec, ki ga je z rastnimi hormoni vzredil John. Torej, Greenpeaceovi dokumenti o TTIP razkrivajo, da bi v Evropi lahko začela veljati ohlapnejša pravila, ki bi omogočila vstop na evropski trg tudi tistim ameriškim izdelkom, ki so zdaj prepovedani.